Lepo pozdravljeni, gospod župan Franci Rokavec. Tale mesec maj hitro minil in spet ni bil tisti pravi maj, vse, kar se vremena tiče, še kar je mrzlo, veliko dežja, ampak pustiva vreme. Se je pa tudi precej dogajalo na vseh področjih v naši občini. Zagotovo si bomo pa vsi tale maj, pa posebno vi na občini, zapomnili tudi potem, da je stekla gradnja nadomestnega vrtca Najdichojca. Vsekakor zelo vesela novica. Po uspehu na razpisu in pridobitev seveda prepotrebnih sredstev so zdaj dane vse možnosti, da se gradnja začne. Gospod župan, pa če nekoliko pokomentirate. Ja, lep dober dan, pa najprej lep pozdrav seveda vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem. Res je, da je zdaj z gradnjo Najdichojca vse nared. Upajmo, da tudi arheološke raziskave, ki bojo zdaj najprej na začetku, se pravi samega izkopa, ne bodo pokazali kakšnih večjih ugotovitev, ki bi še karkoli zavrle samo gradnjo. Drugo pa mislim, da je postorjeno v tem trenutku vse, da se lahko gradnja prične, steče in tudi izvede. Upajmo, da bo šlo vse po načrtih in da bomo najkasneje, se pravi drugo leto, v začetku septembra, lahko res prejeli malčke v nove, lepe, urejene prostore novega vrtca in da bo v tem času tudi zagotovljeno, se pravi, ustrezna varnost gradbišča. To je bilo še posebej naročilo izvajalcev v času gradnje. Res je, da bo izvajalec zdajle seveda v tem času, še v mesecu juniju, predvsem je ta pregled zemljine ze strani arheologije predviden najprej zato, da bomo do teh počitnic ne bo tistih večjih gradbenih posegov na tem delu. Potem pa je načrtovano, da prav v času dvomesečnega premora, kjer bo tudi v tem počitniškem času vse kapacitete lahko poservisiral vrtec Medvedek, res intenzivno steče gradnja, da bo tudi z tega vidika manj moteče, potem septembra pa da se že zadeva gre bolj oziroma proti zimi, rečemo, v umirjeno fazo, se pravi same gradnje, ki ne bi smela biti toliko moteča oziroma se bo poskušala stvar čim bolj umiliti. Pomembno je tudi, da je za samo gradbišče urejena dostopna, se pravi ta gradbena pot, povsem po drugi trasi, kot je ta vstop v sam vrtec, da tudi z tega vidika ne bo nobenih motenj in da bo dejansko se odvijal gradbišče na drugi strani, ki bo zagrajen od prostora samega vrtca. Tako da pričakujemo, da bo vse šlo čim bolj po načrtih in da bomo res lahko, tako kot sem rekel, za septembrom prihodnje leto tudi šli v malčki v nove prostore. Župan, glede na to, da je gradbišče bo tako rekoč sredi naselja, seveda vemo, da je koncentracija tam kar velika, kako bo to zdaj vplivalo tudi na ostale prebivalce? Ste predvideli tudi to, da bo čim manj moteče, seveda? Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, da je ta dostop potem po tej južni strani gradbišča na Rozmanovem trgu, kar je zagotovo, bo zmanjšal, to motnjo v samem, se pravi, na samem Rozmanovem trgu. Nekaj pa bo, zagotovo, s tem to moramo vedeti. Res pa je, da računamo, da bomo potem se pravi, drugem delu faze v prihodnjem letu, poleg te zunanje ureditve, ki zdaj ni sklop te pogodbe, uredili še ta prostor, ko se bo porušil obstoječi vrtec za en tak lep urejen park, možnost tudi dodatnih parkirnih površin potem v nadaljevanju in pa uredili
samo nadaljevanje ceste CKS z, se pravi, tudi dodatnimi parkirnimi javnimi površinami. No, to bo pa tudi velika pridobitev, vsej, kar se Rozmanovega trga tiče. Zagotovo je to velik problem. Gospod župan, kako pa je zdaj z ostalimi projekti, če se še njih nekoliko dotakneva, kolesarka? Kolesarka je tik pred pričetkom, se pravi, dela. Pričakujemo vsak dan tudi predložitev terminskega načrta za strani izvajalca. Vemo, da skoraj da polovico projekta je potrebno izpeljati v letošnjem letu. Drugo je potem podružnična šola Hotič. Tukaj smo v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Jaz upam, da bo v začetku prihodnjega meseca tudi ta postopek zaključen in da bo izdano gradbeno dovoljenje in da bomo potem se lahko pristopili k, se pravi, naročilu projektiranja, se pravi, izvedbene PZI dokumentacije in da bomo tudi tu lahko imeli vse pripravljeno za, se pravi, začetek gradnje tam v prvi polovici prihodnjega leta. Mislim, da grejo stvari kakor toliko tudi po načrtu, da kakšnih večjih težav zaenkrat ni bilo in da bomo tudi z najbližjimi sosedi smo v zaključni fazi pridobivanja oziroma usklajevanja dogovora, kar tam je ena taka posebnost, ki jo je potrebno razumeti v prostoru. Potem res pa je, da kar se pa ostalih projektov tiče, zelo se intenziviralo delo na projektu kanalizacije s čistilno napravo Kresnice. Tu imamo zdaj fazo izdelave DGD-ja. V prihodnjem tednu je sklican tudi zbor krajanov, ena širša predstavitev samega projekta. Predvsem smo zdaj v fazi pridobivanja služnosti in pa soglasi za pravico gradnje. Treba zavedati, da bomo imeli okoli 130 takšnih pogodb, ki jih bo potrebno pridobiti in je to zelo, zelo kar zahtevno delo. In računamo, da nam bo to v letošnjem letu uspelo, no, in da pridemo do konca leta z, se pravi, projektom, ki bo imel vse podlage za vložitev za gradbeno dovoljenje. Zdaj v Kresnicah bo kar korenito, ne? Boste posegli v ureditev. Ja, to je celostna... Ne zgolj kanalizacija, ja. Ampak tudi ostalega. No, saj tukaj imamo nekaj težav, ki jih bomo mogli v nadaljni fazi projekta jasno doreči. Ene okvirne številke se nam že se sučajo, kakšne narave projekta se pogovarjamo. To je kar približno tam okoli 10-milijonski projekt. Vemo, da vseh upravičenih stroškov tukaj nam država, če pridobimo na razpisu iz tega sklada za okrevanje sredstva, ne bo priznala. In tukaj bo šlo tudi za kar pomembna lastno udeležbo občine oziroma proračuna občine v prihodnjih letih. In tukaj bomo mogli stvari postaviti na način, da bomo zastavili eno sorazmerno dinamiko. Drugo pa, da bomo tudi, da bomo zdaj že v fazi projektiranja projekt tako razdelili, da tisti del, kjer ni potrebno, da ga vežemo na gradbeno dovoljenje, da lahko rejemo za tako eno PZI dokumentacijo, se pravi izvedbeno dokumentacijo, naredimo kot posebne faze, zato da lahko z njim kandidiramo še na kakšnem drugem razpisu za pridobitev evropskih sredstev in se pravi tisti del, ki ni neposredno vezan, če se izrazim po domače, na koncu Kresnice je predvidena čistilna naprava, v naselju so pa predvideni tako imenovani jarki, se pravi kanali, kjer se bo položila se pravi fekalna meteorna kanalizacija, obnovil vodovod, javna razsvetljava in pa tudi pokabljiv električna napeljava. Ampak recimo na tistem delu, ki ni neposredno vezan na
projekt kanalizacije, ne, se pravi, da se ne bodo določene ceste prekopavale, in recimo to so določene parkirne površine, pešpoti, javna razsvetljava in tako naprej, kar lahko vključimo v en posebni del projekta kot celostno urejanje krajevnega središča. Lahko tudi kandidiramo na drugih sredstvih in na ta način bomo tudi ustrezno, fazno razdelili celoten projekt in na ta način mislim, da lahko tak projekt tudi v končni fazi v obdobju enih 5 let tudi se v celoti izpele. Tako da tukaj mislim, da je kar zajetno delo. Litija je bistveno že dlje, se pravi širitev kanalizacije in tukaj mislim, da bomo do konca leta res lahko že tudi pridobili gradbeno dovoljenje. No, Jevnica, Kresniške Poljane smo pa šele na začetku, priprava projektne naloge, pa tudi, če smo realni, moramo eno okvirno, možno finančno dinamiko občinskega proračuna zasledovati v prihodnjih letih. Poleg tega, da imamo zraven še 4 vodovodne sisteme, ki so tudi v fazi projektiranja, Mamol, Dole, no, Leše smo že pridobili gradbeno dovoljenje, Gobnik, tako da če gledamo ves ta diapazon, lahko rečem, da smo v enem takem zelo zahtevnem obdobju izdelovanja projektne dokumentacije za najmanj 10 projektov, s katerim bo občina v prihodnjih 5-6 letih poskušala dobiti dodatna evropska oziroma druga nepovratna sredstva, zato da se le kakor toliko uredi infrastruktura kot takšna. No, ja, temu se lahko rekla cela ekspanzija projektov za občino. Uspešni ste tudi pri sanaciji plazov in podobnih nevšečnosti, ki jih je kar nekaj v naši okolici. Pred kratkim je bil zaključen na sanacijo v Zapodju. Veliko se dela tudi na tem področju. Župan, kaj pravzaprav še čaka? Ja, Zapodje, mislim, da smo tudi imeli srečo z vremenom. To je kar dosti občutljivo področje in res hvala Bogu, da smo se odločili zelo zgodaj letošnjo leto, se pravi, da je že v mesecu marcu smo začeli z samo, se pravi, izvedbo projekta, kjer je res na terenu, ki je lahko zelo občutljiv. Če bi ta del izvajali zdaj v teh dneh, recimo tista prva izkopna dela, potem bi zagotovo lahko naredili in imeli bistveno več težav na tem res plazovitem delu. Pa tudi moram reči, da je tukaj podjetje Rafael kot izvajalec, ki je tudi res tudi usposobljen za ta dela, kvalitetno izvedel samo sanacijo. Tako da tukaj smo lahko naredili eno kljukico iz tega neurja 2018. Glih predvčerajšnjem smo imeli usklajevanje na Ministrstvu za okolje in prostor glede ostalih projektov in mi si le želimo, da bi v letošnjem letu lahko tudi v celoti zaključili še manjkajoče 2 faze v Kobilku, da bi tudi tukaj lahko naredili na tem delu tisto kljukico, ki je še ostaja delno odprta iz neurja 2018. Potem si pa zelo želimo in mislim, da lahko že zatrdim, da imamo odobren projekt Pogonik Kresnice, spodnji Kresniški vrh. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. In lahko rečem, da bomo lahko že verjetno v letošnjem letu pridobili sredstva za to investicijo. Zdaj bomo šli v razpis za pridobitev izvajalca del. Pomembno se mi zdi zaradi tega, ker ključno z kolesarko od, se pravi, podkraja Podšentjurja do Pogonika, bo potem tudi logično urejen tudi ta del, se pravi Pogonik, spodnji Kresniški vrh in se mi zdi, da bi še za to ureditvijo prišlo do ene lepe cestne urejene povezave tudi po desnem bregu med Litijo in pa Kresnicam končno, ker je zagotovo
ta povezava res nujno potrebna. Se je pa občina vedno utepala te sanacije, ker je zagotovo ta sanacija, smo vsi vedeli, da predstavlja izjemen strošek. Ne? In seveda ne tolikšen vpliv na nujno, se pravi, tisto povezanost tega območja, ker imamo v Kresnicah, lahko gremo čez most, po Šentjur gre na Litijo in tako naprej in vedno se je na nek način občina obšla preko nujno rešitev tega problema. Se mi pa zdi, da bo zato eno celostnim zaključkom zagotovljena res boljša infrastrukturna urejenost, ne samo teh naselij, ampak predvsem ob prometnih nesrečah na glavni cesti je to izjemnega pomena. Hkrati se moramo pozavedati, da moramo narediti vse na povečevanju in promociji kolesarjenja, ker je to kolesarska povezava. Vidimo, da dejansko res iz leta v leto se trend kolesarjev na tej cesti izjemno povečuje in mislim, da je to tudi ena od priložnosti, ki je potrebno, da jo lahko zdaj ponudimo in tudi izkoristimo. Hvala lepa, gospod župan, za tele odgovore. Mi, da se vidiva prihodnjič, takrat uspešno delo naprej in srečno. Hvala lepa tudi vam in vsem skupaj vse dobro.